Božična vesela novica, danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod, prekašal vse hrupne in osupljive vsakodnevne medijske novice vseh časov. Betlehemski dogodek je vesela novica, da ljudje nismo sami, ampak da smo od Boga zaželeni, ljubljeni in sprejeti. Ta vesela novica presega vsako religijo in miselno tvorbo. Je znamenje Božjega dialoga z ljudmi, ne le z neslišano in nevidno besedo, ampak izpričanega z dejanjem ljubezni. Božična vesela novica nima veroizpovedi, saj je za vse ljudi, za verujoče in neverujoče, ter drugače verujoče, kajti pravičnih in svetih ljudi tu na tem svetu preprosto ni. V božični sveti noči se ne obračamo samo k Bogu, ampak drug drugemu, kajti Bog je tam, kjer je človek. Kdor sreča človeka, vedno sreča Boga. V veseli božični novici slišimo, da za betlehemsko dete Jezusa, odrešenika vseh ljudi, ni bilo prostora v prenočišču. Tudi danes ga ni. Zato smo na vse večjem preizkusu izzivom sodobnega sveta, kot so bogatstvo brez dela, užitek brez vesti, znanje brez značaja, ekonomija brez etike, znanost brez humanosti, politika brez načel ali celo čaščenje Boga brez ljubezni. Povrnimo znamenja Božje navzočnosti med nas in veselje Božiča ponesimo med vse ljudi. Ne izgovarjajmo le preveč lepih besed in želja ob praznikih, ampak vsak dan naredimo nekaj več, drugačen Božič za vse ljudi. Dajmo prostor božičnemu veselemu sporočilu in ponovnemu rojstvu Boga v človeku. Le tako lahko postane vse novo, vse pridobi smisel, vsaka bolečina bo napolnjena z upanjem, veselje postane sproščeno in umirjeno, vsako delo postane nekaj, kar prej ali slej rodi napredek. Vsem vam, spoštovani in spoštovane, ki svoje življenje zajemate iz lepote in veselja božičnega praznovanja, še posebej vsem družinam, bolnim, ostarelim, osamljenim, razočaranim ter rojakom po svetu, želim božičnega miru in poguma. Naj nas beseda miru in rešitve, izrečena v novorojenem detetu, spremlja vsak trenutek našega življenja v milosti polnem in blagoslovljenem letu 2016.